Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. V roki držim knjigo, na kateri piše: Ekološka naselja in trajnostna kultura bivanja. Priročen esejistično-dnevniški koktajl z recepti za rešitev sveta. Avtor Nara Petrovič, naš gost v studiu. Pozdravljeni, Nara. Pozdravljeni. Hvala lepa, ker ste se udeležili tegale pogovora, mojega povabila. In seveda naj vas še predstavim tudi tako, kot piše v knjigi. Piše tako, da je Nara Petrovič fekolog. Človek, ki navdušenje nad ekologijo črpa iz tesnega stika z naravo. Ni ekolog iz kabineta, ampak iz grmovja. Poet, ki ve svoj dolg, zato piše pragmatično in živo. Mislec, ki si upa pogledati pod preprogo zgodovinskih zablod. Otrok, ki vzklika: ampak cesar je vendar nag. Mislim, da bolj slikovite predstavitve pravzaprav ne bi moglo biti. Vi živite na nek način neko svojsko življenje. Življenje sebi lastno, že način, kako tule sedite, kadarkoli se srečam z vami, ni zelo pogosto, ampak vendarle vedno ste bosi. Tudi recimo zdaj, ko je zunaj že kar hladneje. To se pravi, ste bosi iz nekega drugega razloga. Oziroma, ta vaš svojski način življenja, čemu služi, Nara? 99% stvari, ki jih počnemo v današnji družbi, počnemo samo zato, ker jih počnejo vsi drugi. In mene je k spremembi vodilo poglobljeno raziskovanje človeške narave, fizionomije telesa, in iz tega je prišla odločitev za bosonogost, za drugačen način sedenja in še marsikaj drugega. Pa vendar izpadate. Kako vas ljudje sprejemajo? Namreč marsikdo bi rad živel po svoje, pa si ne upa. Ja. Ljudje dostikrat vidijo mene kot čudaka, včasih pa tudi kot neke vrste ideal, ker se ne zmenim za toge družbene norme in imam tudi argumente, ki kažejo, da so te norme, ta pravila škodljivi za človeško bivanje, kar vidimo po razmahu bolezni v današnji družbi. In vi ste zdravi? Jaz sem zdrav. Kaj pa prehlajen z bosimi nogami po zimi? Tudi po snegu hodite, boste mi rekli. Ja, na kratko, za urico dve, tudi po snegu. A samo za urico dve? Samo za urico dve. Nikoli več mrzlih nog, nikoli problemov z zdravjem. Zobe si ne čistim s ščetkico, recimo, pa 5 let že uporabljam žvečno paličico, primitivno orodje, ki so ga uporabljali naši prapredniki, in moja zobozdravnica ugotavlja, da imam zelo zdrave zobe. No, zelo zanimivo. Vas bom o tem še potem kaj več osebno vprašala. Ampak midva sva tu, da se bova pogovarjala o ekoloških naseljih in trajnostni kulturi bivanja. Poglejte, ekologija, če pogledava, vi ste rekli, da ste fekolog, ne bova toliko o tem, ampak dejansko ekologija kot taka je modna. Ljudje imamo zelo, zelo na ustih. Ampak ko je treba narediti kaj konkretnega, ko se je pravzaprav treba zaradi ekologije, zaradi recimo stika z naravo, odreči nekemu določenemu udobju, ki smo ga vendarle vajeni, ki pa za naravo, pa tudi za nas same, ni dovolj dober. Pa težko naredimo korak. To je ena temeljnih misli, ki jih prav tako vidim kot precej zmotne, da ekologija pomeni odrekanje. V mojem primeru in iz moje izkušnje osebne vidim, da je ekologija v bistvu uživanje. Ampak uživanje v preprostih stvareh. Dopustiti si uživati, ker imam čas, v pogledu na cvet, v vonjanju tega cveta, v ogledovanju žuželke, ki mi leta okrog glave, v čisto praktičnih vsakdanjih stvareh, v koraku po vlažnih gozdnih tleh. To so preprosti užitki, ki jih današnji človek težko razume, ker je navajen na razburjenje kot užitek. In tu potem vidimo, da če se odrečem razburjenju, ostane praznina. In ekologija pomeni v bistvu navajanje na sonaravnost in navajanje, da najdemo v tem zadovoljstvo. Ker če tega ne storim, če živim v nekem vakuumu, v neki praznini, potem se bom spet vrnil k stari navadi. In pri ekologiji človek se vrne domov. Oikos, logos pomeni veda o domu. In če poznam svoj dom, potem se v njem počutim domače.
Zagotovo, ampak recimo poglejte, mi tudi ekologijo bolj nekako enačimo, ali zdrava prehrana, ali pa recimo bivališča, ki so grajena iz naravnih materialov, recimo lesena, morda še kakšni drugi materiali. Ampak tako kot vas razumem in tudi tako kot pri prebiranju vaše knjige, sem razumela, da je pravzaprav ekologija nekaj bistveno večjega, širšega, bolj pomembnega. Ja, trend je takšen, da ekologijo enačimo z izdelkom, ekologijo. No? Ekologija nam pomeni nekaj bolj zelenega, bolj trajnostnega, okoljsko odgovornega. Po mojem pa je bistvo ekologije v odnosu človeka do okolja in do sočloveka. Tu se začne vse. In se mi zdi bolje izobraziti ali prevzgojiti ljudi, ki živijo v bloku, da postanejo bolj ekološki med sabo, kot pa da zgradim ekološko naselje, ekološko v narekovajih, iz naravnih materialov in tja naselim jezne ljudi. Jezne ljudi, ki ne razmišljajo nič drugače, kot so razmišljali prej, ne čutijo nič drugače kot prej. Ker ljudje, ki živijo v bloku, bodo naredili iz bloka zelo ekološko stvar lahko. Mogoče se nam zdi to nenavadno, ampak bistvo so odnosi. No, pa zdaj me zanima, dajte razložiti, kaj je pravzaprav tisto, kaj so ekološki odnosi, kako naj sploh vemo, kaj so to ekološki odnosi. Na vse zadnje vemo, da je razlika tako med mestom in vasjo, da je recimo potem razlika v velikem bloku, kjer se ljudje praktično sploh ne poznajo med sabo, pa lahko živijo 10 let tam, da po drugi strani vas ni več vas, recimo jaz živim v vasi, pa je nedaleč od nas hiša. Ne vem, kdo tam živi, vem, da imajo otroke, ki jih še nikoli nisem videla, da bi se igrali. Pomeni, da se v svoji garaži usedejo v avto, odpeljejo in pripeljejo v svojo garažo. Pravzaprav nič kaj vaško. Ja, tako je. Današnja družba je atomizirana, posamezniki živijo v svojih celicah bivanjskih, spalna naselja so tudi vasi dejansko. Pri ekologiji bivanja pride do vrnitve k vrednotam, nekim temeljnim vrednotam, ki so jih poznali naši predniki, danes pa so v zatonu zaradi potrošništva, ki nas usmerja predvsem v uporabo denarja kot temeljne vrednote, na kateri krojimo življenje, in uporabe denarja za menjalno sredstvo in tudi za odnose. Odnos je dosti trgovski postal med posamezniki. Včasih je bilo drugače, veliko več solidarnosti, pomoči drug drugemu. In če sami sebe vprašamo, kakšne so naše vrednote, pridemo vedno do zdravja, sodelovanja, iskrenosti, poštenja. In ljudje želijo graditi družbo na takih vrednotah. Zdaj, ko imam predavanja po Sloveniji in vprašam ljudi, ali bi imeli družbo, ki temelji na zdravju, poštenju, lepoti, estetiki, ustvarjalnosti in tako naprej, vsakdo reče, ja, želeli bi imeti tako družbo. Pa se vprašamo, zakaj pa je nimamo. Zato je pa treba že nekaj narediti. Tako. Ne bodo drugi, moramo mi, ne? In recimo te ekološke, tako kot pravimo, ekološka naselja, kako bi to dejansko lahko izgledalo? Oziroma, ali se kje že prakticira? Ali že obstajajo taka naselja? V tujini jih je veliko, v Sloveniji so šele v povojih, nekaj pobud je. Spet, ni težko zgraditi ekološke hiše. Tudi dovoljenja se že dajo dobiti in za hišo iz slamnatih bal in za stare butane hiše. Kar nekaj arhitektov in gradbincev po Sloveniji to počne. Torej nastajajo taka bivališča. Bolj je problematično prebiti in preseči te navade, kakršne imamo danes, tega bivanja individualiziranega vsako v svojem kotičku. In na tem področju pa spodbujamo izobraževanje, spodbujamo odpiranje ljudi za to vrstno komunikacijo, za to vrstne odnose. V ekoloških naseljih po svetu se opirajo na veliko metod, ki spodbujajo odprtost ljudi, iskrenost, psihološko zdravje. To je osnova, seveda. Če hočemo imeti zdrav odnos do sočloveka, potem moramo tudi določene stvari pozdraviti pri sebi, ki so psihološke narave. Naučiti se sploh nekega drugačnega vedenjskega okvira, nekega bontona, če tako rečem, ki velja v zdravi družbi, za razliko od družbe, v kateri mi živimo. In ko človek doživi to drugačnost, potem ne more več živeti po staro enostavno. Ker je ta stvar tako močna, tako posebna, tako izpolnjenost prinaša. Tako.
No, pa recimo, poglejte, še vedno smatramo, da je, to se govori verjetno o manjših naseljih, če se to gradi, da je pravzaprav vas bolj nazadnjaška, da so mala naselja nazadnjaška, da ima mesto prednost, seveda ima prednost v vseh inštitucijah, v vsem obdobju, ki ga recimo nudi proti vasi. Kako pa gre to skupaj? Res je, da urbana naselja hitreje sprejemajo nova znanja, neko odprtost imajo urbana naselja, posebej pa med mladimi. Mladi iščejo, se odpirajo za nove ideje in taki mladi ljudje, ko se srečajo z mislijo o ekološkem naselju, potem grejo iskat nekaj. In dostikrat odpotujejo v tujino in tam spoznajo ljudi, doživijo marsikaj in ko se vrnejo nazaj v svojo domovino, vidijo, wow, jaz bi pa tudi nekaj takega. In ko začnejo vzpostavljati stvari na podeželju, naletijo ravno na to, kar ste omenili, torej konservativnost, zadržanost vaškega prebivalstva do novosti, kar je povsem normalno. In potem se morajo spoznati z vaščani, pokazati, kakšna je vrednost teh novih znanj, novih pogledov. In obenem ti novi mladi ljudje prepoznavajo vrednosti tradicije, ki jo ti staroselci še ohranjajo. Tako da pride do enega zlitja novih in starih znanj v neko eno tako posebno mešanico tradicije z alternativnimi novimi spoznanji od drugod. Kaj pa recimo Evropska unija podpira to obliko recimo naseljevanja, naselij, to obliko ekologije? Zdaj ne vem, če greste v Evropsko komisijo ali pa v Evropski parlament, boste slišali veliko govora o zelenem, o trajnostnem, o podpiranju tudi finančno novih tehnologij, ki so bolj varčne, ki so bolj zelene, ki manj onesnažujejo okolje. Tega je veliko v političnem jeziku izraženega. Tako da, če pride skupina ljudi z dobro idejo in jo predstavi raznim razvojnim skladom ali se prijavi na razpise, je zelo velika verjetnost, da tudi ta sredstva dobijo, tako da Evropska unija in tudi Združeni narodi, torej razvojni program Združenih narodov, z velikim optimizmom in z veliko odprtostjo gledajo na takšne programe. Primer je v pribaltskih državah projekt, ki so ga tam zagnali, torej celo okolica Baltskega morja, je bil zelo, zelo odmevno podprt z precej sredstvi strani Združenih narodov. In Združeni narodi želijo podpirati tudi mediteransko in podonovsko področje, kamor mi spadamo. To se pravi, tu je vendarle še tudi veliko neizkoriščenega prostora in možnosti. Ampak mi smo v krizi. Kaj bi pa rekli recimo o tej krizi? Kriza, ekologija, trajnostni razvoj, trajnostna kultura bivanja. Ko rečete kriza, jaz se kar nasmehnem, ker se mi zdi, da ta kriza prinaša samo pozitivne stvari. Ker kriza zadeva ravno tisto področje našega življenja, ki je najbolj umetno. Ekonomijo, gospodarstvo, bančni sistem in sili ljudi, da se vračajo k odvisnosti od nečesa, kar je primarno za človeka. Kmetijstvo, vrtički, sodelovanje medosebno. In s tem v bistvu krepimo tiste vrednote, ki nam manjkajo. Sosedska pomoč. Kam je že to zginilo? Tako da te vrednote prihajajo v ospredje in če bi prišlo do popolnega zloma, kot se je zgodilo v Kubi pred 20 let nazaj, bi videli, da bi se ljudje zelo hitro znašli in da bi zaživeli bogato življenje, tudi brez vseh teh stvari, ki nam jih danes ponujajo kot nujne, kot neizogibne, kot simbol rasti in razvoja. Kar je pa zelo prešljivo dejansko. Kako pa recimo vi čisto osebno živite? Na nek način rekla bi dokaj skromno. Pa ste mi rekli, še predno sva pač prišla do tele oddaje, ko sva se pogovarjala, da se počutite zelo bogat. Kaj je pravzaprav tisto bogatstvo, po katerem naj bi ljudje segali? Namreč materialnih dobrin, kot kaže, bo vsaj še določeno obdobje manj in manj. In kdor se bo obešal samo na to, kaj boš lahko kupil in kaj boš prinesel domov v vrečki ali pa pripeljal s kamionom, toliko časa bo verjetno veliko razočaran.
Začel bom z starim pregovorom, ki pravi: modrec vidi več z dna vodnjaka kot tepec z vrha planine. Aha. In enako je pri užitkih in pri bogastvu. Lahko imam majhno reč, majhen prostor, v katerem bivam, pa se čutim bolj bogatega, ker sem sposoben uživati v tem. V zahodni družbi smo se oropali sposobnosti užitka, postavljamo veliko pogojev, veliko zahtev, da bi sploh uživali. Moram imeti ne vem kakšen avto, ne vem kako hitro se moram peljati, ne vem kakšne materialne dobrine moram imeti, da si sploh dopustim biti zadovoljen. Jaz pa sebi dopustim zadovoljstvo v vsakdanjih preprostih stvareh. Prej sem omenil sprehod po vlažnih gozdnih tleh. To je ljudem včasih težko razumeti, ne? Ker so navajeni, da morajo imeti vse tisto, kar imajo, da bi sploh prišli do nule, od katere potem pride zadovoljstvo. Pri meni pa je ta ničla veliko nižja. In v ekoloških naseljih po svetu vidim podobno stvar. Ljudje začnejo uživati pri veliko bolj temeljnih, osnovnih stvareh, kot pa v materialistični družbi, na kakršno so ljudje danes navajeni večinoma. Ali v Sloveniji že imamo kakšno tako ekološko vas, ekološko naselje, morda kakšno ekološko hišo, ki bi jo lahko postavili kot vzgled, ali je pravzaprav to šele v zametkih? Če želite pogledati hiše, najboljše mesto za to je Gorenja Trebuša, Razazije, to je blizu Idrije, oziroma tam nad Idrijo pri Vojskem. Tam so Miro Žitko in še nekaj ljudi so postavili precej hiš, grajenih na star način iz lesa, ilovice in podobno. Še nekaj drugih primerov podobnih hiš je grajenih iz slamnatih bal, obstaja nekaj podjetij, ki se s tem ukvarjajo. Primeri postavljenih jurt oziroma teh mongolskih tradicionalnih šotorov tudi obstaja pri nas, ja, ki so izolirani z filcem, iz ovčje volne. Tako da so tudi po zimi lahko topli? Zelo topli. Vem, tam se kar zlekneš, ker je 28 stopinj takoj s tisto malo pečko na drva in je zelo prijetno. Tako da obstaja kar precej primerov tega gradnje individualno. Na kupu, da bi bilo neke stvari, je tudi pri nas v obalni regiji v Šavrinskem hribovju je ena vasica Pomjan, blizu katere je nekaj nas, ki začenjamo ustvarjati zametek ekološkega naselja in tudi delamo permakulturne delavnice in razne izobraževanja, taka in drugačna. Pa spoznavamo se, učimo se živeti na tak ekološki način, kar se tiče odnosov. To je tista glavna stvar. Ja. Poglejte, saj dva izraza sta. Trajnostno, tako kot pravite, trajnostna kultura bivanja in netrajnostno. Pravzaprav na prvi pogled bi človek rekel, zelo hitro vidiš razliko, pa vendarle, kakšna je pravzaprav tista razlika v globini? Razlika, ki jo je bolj pomembno pogledati, namreč ni trajnostno samo to, koliko časa ima neko življenjsko dobo, ne? Kar ponavadi enačimo. Ja, zdaj, redko kdaj imamo dolgoročen uvid v stvari, šele retrospektivno vidimo, ali smo bili res trajnostni, torej za nazaj. Ljudje mi govorijo, da so stari naši predniki živeli trajnostno, ampak če pogledamo skozi dolgo stoletje, vidimo, da so dejansko izčrpavali naravo in okolje. Drevesa v Istri so se zmanjševala vsako generacijo in danes in do, ne vem, 100 let nazaj je bilo v Istri zelo malo gozda. Tako da trajnostno na kratek rok težko prepoznamo, težko se ga zares zavemo. In če damo samo sončno celico na streho, to še ni nujno trajnostna stvar, ne? Ker smo pač zmanjšali nek svoj okoljski odtis, kot temu pravijo. Tako da za trajnost je potrebna poglobljena komunikacija in stik z okoljem, bivanje v njem in postavljanje zdravih mej. Ampak zato moram živeti v stiku z naravnim okoljem. Če živim še naprej v umetnem okolju, težko začutim naravo. In ta čut za naravo je izhodišče trajnosti. Ne morem ga samo v laboratoriju in intelektualno dognati. Tako, to je par misli, zdaj lahko bi razglabljali o tem. Glejte, še nekaj zanimivo, recimo, kako se izražamo. Saj pravzaprav iz besed vidimo svoj odnos. Kako rečemo, ne? Narava in človek. Pravzaprav se človek je in naj bi bil del narave. Česa pa smo? Saj nismo, ne vem, produkt nekje nastal v neki tovarni.
In iz tega bi rekla, da pravzaprav izvira zelo mnogo zablod, ker če je pravzaprav osnova, premisa postavljena napačno, pomeni, da bodo tudi vsi rezultati napačni. Saj, ko vidim, kako urbanisti gledajo tudi na človeka, hočejo naravo zaščititi pred človekom, človeka pred naravo, postavljajo meje, ne dopuščajo človeku, da se integrira v naravno okolje. Tako je naše razmišljanje, ker smo se kulturno ločili od narave. In tu se mi zdi, da potrebujemo velik miselni premik, da bi lahko dosegli zdravo integracijo človeka v naravno okolje, kar je pa edino naravno. In v knjigi pišete tudi, da je lahko človek naravna oseba ali umetna oseba. To so pa pravzaprav izrazi, ki jih pa razen pri vas nisem zasledila. Kaj bi recimo to pomenilo? Kdaj sem lahko jaz naravna, kdaj sem umetna? Namreč rekla bi, da ni človek nikoli niti naravna, nikoli popolnoma umetna, ampak da gre za neko prepletanje. Ampak kaj ta pojem dejansko pomeni? To sta dva pravna pojma, ki ju ne uporabljamo veliko v današnjem pravu, ker danes smo vsi umetne osebe. Ločitev med fizično in pravno osebo je samo ločitev med dvema oblikama umetne osebe. Naravna oseba pa je bitje človeško, ki diha, ki ima neka hrepenenja, neke želje, neko bitje, ki ga ne poznam še po vseh zunanjih oznakah. Ne poznam njegovih številk na raznih dokumentih, raznih pogodb, raznih dogovorov, ki jih ima z družbo, spet kot umetno osebo. Ne? In če pogledate svoje dokumente, ki jih imate doma, boste videli, koliko raznih papirjev vas definira. Ime, priimek, davčna številka, EMŠO, taka številka, onaka številka. Imamo veliko raznih oznak, ki nas postavljajo v podrejen sistem do sistema, v katerem živimo. Torej v podrejen položaj do sistema, v katerem živimo. In če bi kot ljudje se zavedali vseh teh podrejenosti, potem bi znali začutiti tisto pristno bit sebe, kar dejansko smo, kot naravna oseba. Ampak ker tega ne počnemo, živimo zelo izrazito v strahu, ker vedno lahko nekdo pride in nam postavi nek pogoj ali pa nas nekam izvrže. In svoboda, o kateri govorimo v demokratični družbi, je dostikrat politična svoboda, ne sega pa do človeškosti kot neke suverene človeškosti, kot ene bivanjske prvine posameznika in njegove lokalne skupnosti, v kateri živi v skladu s svojimi potrebami in vrednotami. Tega je zelo malo v današnji družbi. Govorimo samo o politiki, ne? Poglejte, nekaj je zanimivega. Včasih iz besed lahko razberemo marsikaj. Mi rečemo zemlji tudi svet. Potem pa, če bi rekli, zemlja je sveta, svet je svet. Najbrž so naši predniki vendarle imeli ta občutek svetosti do svojega okolja, do najbrž življenja, pa najbrž tudi do odnosov. Vse to je pravzaprav način bivanja. Ja, ko ste to omenili, se spomnim misli, ki sem jo prebral pred kratkim, ki je neke vrste ovrednotenje lastnega življenja. Kako pogosto začutim svetost v svojem življenju? Poziv, da se vprašamo. In da začutim svetost, se moramo staviti in prisluhniti. In zato si redko kdaj vzamemo čas. Stari narodi so to počeli, posebej ti domorodci, ki jih imamo za primitivne in nekako manj vredne, ker živijo brez materialnih dobrin, ki jih imamo mi. Ne. Ampak so imeli čut za okolje in so se ustavljali in prisluhnili svetu in se čudili. Ne vem, kolikokrat se danes ljudje ustavijo in se začudijo kakšnemu dogodku. Spomnim se sprehoda skozi Tivoli, sonce se je spuščalo in skozi drevesa je rdeča krogla sijala v Tivolski park. Bil je sneg in jaz sem kar odtacal čez sneg in obstal sredi snega in začudeno gledal tisto kroglo, ki je bila kot neka magija, ki reže skozi drevesa. Ne. Potem sem pogledal naokrog in sem videl ljudi, ki hitijo mimo in nihče nič ne vidi. Hotela sem vprašati, koliko vas je bilo, ki ste pravzaprav to opazovali. Eden. In vendar je bil ta čudovit dogodek ali pogled za vse. Ja, vsakdo bi lahko videl to in se čudil temu naravnemu pojavu, ampak sem pač bil edini. Ne?
Ja, Nara, najin čas je potekal, škoda, še marsikaj bi se dalo reči. Sicer pa, spoštovane gospe in gospodje, Nara Petrovič pripravlja predavanja po celi Sloveniji. Kako se pride do podatkov o predavanjih? Sem na internetu kot javna oseba, napišite Nara Petrovič, pa me najdete. Tako, in če želite o tem, kar sva pravzaprav midva nekako se samo dotikala, poiskati še več podatkov, obiščite spletno stran in seveda njegova predavanja. Hvala lepa, Nara. Hvala. Še naprej širite te dobre misli okoli nas in upajmo, da nas bo vse več, ki bomo videli tudi kaj svetega. No, hvala za tak poziv. No. Nasvidenje. Nasvidenje.